Dobro jutro v novembrskem deževnem jutru in dopoldnevu, kjer se bomo danes pogovarjali, mogoče bolj na brzino, o spominih, o nevarnosti spominjanja. Sploh tistega spominjanja, v katerega nas rinejo. Spomin na mrtve, spomin na vojno. Kdo je bil tle res grd ali črni ali beli, ali je bil Hitler grd ali ne. Spomni se Jugoslavije, kako je bilo to fajn, spomni se, kako je bilo luštno, ko si bil mlad. Ali pa upaj na svetlo prihodnost, torej druga greška, ne. Spomnimo se, recimo zdaj bo advent prav kmalu, spominjamo se in upamo na njegov prihod. Vsako leto znova upamo na njegov prihod, pa nič se ne zgodi, ne? In torej upanje je čisto brez veze. Ampak zanimivo, ker nikoli ni nihče razočaran, ker ni prišel, ne? S tem, da spomnimo se nazaj pa njegovega rojstva, pa križanja, če boste govorili tako, kot on tu sedete, tudi kar fejst spomniti. Nekako sem hotel nas pripeljati na to, da v bistvu kako napačna je filozofija, da se moramo mi spomniti in živeti nekje drugje kot tukaj in zdaj. Ne? Torej, večno so nas premetavali v te časovne ustroje, ki nimajo veze z našim biti. Naša biti in vsaka duhovnost pravi tukaj in zdaj bodi. Ne? Kot ptičica, tukaj je. A ne, kot moje psičke, tukaj so in so zdaj in so popolnoma zdaj predane meni, ne, recimo, nisem jaz Bog, ne, one so pozabile, da imajo svojega Boga, ne, pač gospodarja imajo, se nima veze, to sem zdaj zaglajzal. Hotel sem reči, spomini so lahko napačni, spet po drugi strani pa se mi moramo spomniti, kdo smo, to pa smo pozabili. In probali so nam dati vse sort debele knjige, vse sort razlage, vse sort dušne pastirje in duhovne guruje, modrece, razne učitelje, ki naj bi nas učili o duhovnosti, da se bomo vendarle spremenili in postali pravi ljudje. Ne? Mislim, kako so nas zapeljali. Ne? Nekako bi rad, da razumemo vse te izraze, ki jih nasuvamo, sploh besedo duhovnost, smo rekli, transformiramo v besedo kekec, ne? In zdaj še boljša mi je pa ta, da v bistvu gre za razumeti. Torej, duhovno napredovati oziroma duhovno ozdraviti se je razumeti. In razumeti situacijo sveta, razumeti svojo biti, razumeti svoje sposobnosti, nasploh beseda razumeti je nekaj, kar v bistvu je sistem oziroma matrica uspešno radirala v naših, kako sem že rekel, indoktrinacijskih procesih, torej za časa šolanja. Ni bilo zaželjeno, da si ti kaj razumel. Ne? Pomembno je, da ponavljaš. Zemlja je okrogla, torej zemlja je okrogla in pika. Brez tega, da začneš razmišljati. In mogoče iz tega naslova lahko tudi malo opazujemo kapaciteto ljudi oziroma, bom rekel, stanje, kje so, da v bistvu ne zmorejo razumeti. In pri razumevanju stvari si moramo biti v pomoč. Temu razumevanju je dodana še popolna ignoranca, a ne? Avtoriteta je tako rekla in to sprejmemo in nič drugač. Ne bomo se trudili razumeti, ker misliti je pa ja težko, tudi za mamo Gosko. Ne? Sem vam prebral pravljico o modri mami Goski, ali kako že mama Goska misli, nekje med vsebinami. Ampak ja, moramo znati uporabljati ta in možgan in se potruditi, da povežemo pike med sabo, da zložimo te puzzle skupaj in dobimo svoje lastno razumevanje.
ne, da ne gre za ponavljanje. Pa, če gremo spet od tega našega Jezusa Kristusa, on ni razlagal stvari iz debelih knjig učenjakov, vendar je razlagal iz sebe, ven o sebi. Enako moramo razumeti vsakega umetnika, glasbenika, pisatelja, pesnika ali pa gospodinjo ali konc koncev čebelarja, a ne, da v bistvu vsak izmed njih izhaja iz sebe ven, a ne. Ne da se napisati dobre knjige, če brskaš po drugih knjigah. Prava knjiga pride ven iz tebe, ne? In to je tisto, kar se mi učimo, bodi to, kar si, ker v tebi je že vse. In mi v bistvu moramo navlako, ki je bila navlečena na nas, očistiti in smo v fazi čiščenja. Kakorkoli obračamo zadnje 3 leta, se nam širi obzorje razumevanja, med sabo povezujemo pike, odmikamo stvari, ki so nepotrebne, ne spominjamo se nazaj žalostnih stvari, se moramo soočiti s stvarmi, ampak ko se z njimi soočimo, z njimi zaključimo in se tako kot eni in isti šali se nasmejemo kar v nedogled, se tudi žalostnim dogodkom ne rabimo jokati in za njih sekerati in obremenjevati kar v nedogled. Prav je, da ozavestimo in stvari spustimo od zadaj. In ja, mnogi izmed nas, izmed vas ste že naredili na sebi kar nekaj teh procesov. In bravo, čestitke vsakmu, ki se je podal na to pogumno pot, ki je boleča. Valjda je vsaka izguba, konc vsega, kar smo nosili v sebi, tu največ travmatičnih stvari, ki jih je treba odpustiti, in valjda, marsikomu so stvari boleče, ker se čistimo med drugim vsega naučenega, vseh dogem, vseh toksinov pravzaprav, ki jih imamo v sebi v fizični in mentalni obliki, ne? Da v bistvu, če si bolan, moraš teči k zdravniku. To je toksična misel in toksično prepričanje. In da če v bistvu se ne počutiš dobro, da greš v cerkev in dobiš odpustek oziroma blagoslov čez svoje grehe, pol je pa boljš. Ni res, grehe še zmeraj noter in Bog vse vidi, Bog vse ve in ti, ker smo mi bogovi, ne, z notranje strani vsak ve, kaj je prav in kaj ne. Zaradi tega lahko imamo Božjo zapoved, 11. A ne, da se ne delamo neumnega, a ne, ker mnogo ljudi misli, zdaj, ker sem pa dobil odpustek, je pa boljš. Ne, ni, ne. In še ta, če bi resnično bil greh odpuščen, pa ga pol ne bi več delal, pol ne bi več rabil iti naslednjo nedeljo še enkrat v cerkev. In v tem segmentu mogoče moramo razmišljati seveda z eno mero distance. Zdaj mogoče zveni, da jaz pa bi najrajš prevrnil na glavo vse religije, pa vse medicine, pa vse sodstva. Ni res, pravica je pravica in tudi zdravje je zdravje in potrebujemo tudi zdravstvo. Veš, da ga, normalno da ga, sam ne za vse, pa ne v taki meri, ker nič ni tako, kot izgleda, ker na koncu je bilo varno in učinkovito, pa smo ugotovili, da je v bistvu smrtno nevarno in zelo učinkovito v tem, kar je bil osnovni plan. Ne? V bistvu mnogo ljudi je šlo v zadnjem času in marsikteremu je vzrok valjda pecivo. Ne? Ampak dobro, se tega ne promovira, oziroma a veš, o tem se pa molči, pa dobro, se to nam je jasno. Tudi religije kot take imajo svoj del, kjer so ljudi pomirili, ampak so bili zavedeni, ljudje so zapeljani narobe, ker ni ideja, da sledimo ljudem in določenim religijam ali pa ustanovam. Ideja je, da sledimo ideji, biti duhovno čist, a ne? In grešnost je nečistost, ali kako, ne? Tako da dajmo ta greh tudi razumeti, da gre za načrtno narediti nekaj narobe, a ne? Torej ljudje vejo, da delajo narobe in imajo v sebi greh in valjda peče in je to peku, kar bo peklo, ne? Vse to so, bom rekel, preigravanja besed, no, ampak res greh je nekaj narediti namenoma narobe, kljub temu, da veš, kaj je prav,
In enako velja za laž. Laž je tudi namensko in načrtno govorjenje neresnice. In mnogo neresnic so v nas utresle in religije, in medicina, in indoktrinacija, torej šolstvo. Malo sem se pohecal, kaj rabite integrale od vode. Ja, vam to kaj prav pride. Tudi obvezno branje, ki ste ga imeli v 7. razredu, se spomnite, ste odnesli pomembne stvari, a ne? Steja, my ass. Šola ni nikogar naučila o tem, kaj je mer. Nikogar ni naučila, kako se vrtnari. Šola nas ni naučila peke kruha. Šola nas ni naučila izdelave omarce ali biodinamičnega vrtnarjanja ali opazovanja zvezd kot takih. Daleč od tega pa, da bi govorili resnico, probali so nam utupiti okroglo zemljo in to, da smo pripopani na zemljo, upravičiti z gravitacijo. Ni to tako, ne gre to tako, mislim, da imam obisk ali pa tudi ne vem. Gravitacija ni privlačnost, kot nam probajo razlagati, kajti jajce v kozarcu se potopi, a ne? Če pa vodo soliš, pa plava. Torej, kaj se je zgodilo z gravitacijo v tem trenutku? Dajmo malo stvari širše razumeti, ne rabimo v bistvu biti na vseh nivojih ful super brihtni. Prav pa je, da o stvareh se sprašujemo in probamo stvari razumeti. Mislim, da moram v tej fazi z nami za petek zaključiti, nadaljujemo v nedeljo oziroma v ponedeljek. Uživajte močno zelo, kjer se bomo še pogovarjali o teh grehih in o resnicah in o spominih. Bodite fajn, uživajte, pa se vidimo. Čau, čau.